plesnem impulsu. Valoviti ples prizna težo, prizna padanje in dviganje. Valoviti ples evropski, mi pravimo, je jezik na konju. To se pravi navzgor, navzgor, navzgor. Ta srečanja, mapiranje zgodovine sodobnega plesa so namenjena v bistvu spoznavanju ustvarjalk, ki delujejo oziroma so delovali na področju sodobnega plesa v Sloveniji. Bistveno je predvsem to, da želimo javnosti predstaviti, da se v tem prostoru že v bistvu sočasno s pojavom sodobnega plesa v mednarodnem kontekstu so tle ustvarjali ustvarjalci in ustvarjalke predvsem in kakšne ideje so v bistvu razvijali, kako so gledali na ples, kaj so ustvarili, kakšne so bile možnosti pa pogoji za njihovo delovanje. Kako se ti pa mogoče zdi nek odnos do sodobne umetnosti pa plesa nasplošno danes? Ja, v bistvu na en način je ta delavnica zelo povezana s tem. Zaradi tega, ker kar je ključno, in sem tudi recimo na začetku poudarila, je, da tle gre v bistvu sam za prerez parih, se pravi parih ustvarjalk, bilo jih je še bistveno več. In ta tradicija oziroma ta zgodovina pri nas ni dovolj vidna. Ni v zavesti neke širše javnosti in to povzroča v bistvu probleme tudi, se mi zdi, sodobni praksi plesni danes. Predvsem, kar se tiče pogojev produciranja pa ustvarjanja na tem področju. In na ta način sta v bistvu zgodovina pa sodobnost zelo bistveno povezana in kar pač je namen teh delavnic, da želi spodbuditi razmišljanje o tem oziroma da se stvari, ki so zgodovinsko obstajale, naredijo vidne, zaradi tega, ker s tem hkrati omogočiš neke boljše pogoje tudi za sodobnost. Me zanima, recimo, slišali smo zdaj tukaj na predavanju, da je bila že davno pred leti ena pobuda, da bi se recimo v Sloveniji ustanovila neka izobraževalna inštitucija, recimo za sodobni ples, sploh za neko pedagoško delo znotraj nekega plesa, pa mogoče lahko pišeš, kakšno je stanje danes. Ja, mislim, tako je, Sodobni ples v bistvu, kar je dosegel, sicer precej pozno, ampak hkrati, to se bo tudi videlo, s pobudami raznih teh ustvarjalk, o katerih se bomo pogovarjali, je, da ima oddelek za umetniške gimnazije, modul Sodobni ples, ki deluje na srednji vzgojiteljski SVŠGL Ljubljana. Ampak še vedno pa nimamo neke višje šole oziroma univerzitete? Ne, univerzitetnega programa ni, čeprav so pač obstajajo neki načrti, ideje o tem, da bi se to ustvarilo. Kar je, da imamo katedro za umetnost gibana AGRFT, ampak načeloma pa pač tega visokošolskega ali pa univerzitetnega programa za sodobni ples ni niti za prakso, niti za teorijo. Vse te stvari gostujejo po različnih oddelkih. Ampak zakaj mislite tukaj, da je temu tako? A mislite, da je premalo mladih plesalcev, da je premalo nekega vzgiba potem? Ne, jaz bi predvsem rekla, da je to problem sodobnega plesa je problem njegove na eni strani potlačene zgodovine in problem njegove institucionalizacije. Jaz mislim, da pač sodobni ples v Sloveniji ni nikoli uspel si zgenerirati nekih osnovnih pogojev za delovanje, ampak je imel različne manjše, recimo, oddelke, jedra, ki so to tradicijo plesne ustvarjalnosti in ustvarjanja držale do tu. Ker potem v bistvu po 80 letih se je to razmeri in danes v bistvu to je profesionalna dejavnost, na kateri se deluje in se ustvarja in je mednarodno priznano uspešno vidno.
ampak sam odnos tega lokalnega prostora je pa v bistvu, ne vem, to je stvar raziskave, bi celo rekla. Ampak kaj to pomeni potem dejansko v praksi, da recimo mladi plesalci odhajajo v tujino? Točno to, ja. V bistvu zdaj je tako, ne, da na umetniški gimnaziji, na oddelku za sodobni ples pridobijo določene izobrazbe, zelo so uspešni. Vsi ti, recimo, plesalci, ki grejo potem v tujino, naredijo audicije na eminentnih, uveljavljenih, dobrih, visokošolskih ustanovah, ki vodijo izobraževanje za sodobni ples. In tudi se potem vrnejo nazaj, ali pa tudi ne, odvisno pač ne, kaj jim uspe, ampak ja, morajo potem iti v tujino študirati, ne, če se želijo s tem ukvarjati. Ja, zato je ravno tečaj razdeljena na 2 dela.